Digitalizacija nam omogoča zelo dobro organiziranost kmetije, optimizacijo pridelave, preprosto analizo pridelave in prihodkov in stroškov. V bistvu bi brez digitalnega modela težko izvajali tako kompleksna sosledja posevkov in kolobarja, saj se na slabih pol hektara v enem letu zvrsti pri nas med 150 in 170 različnih posevkov. V Termodronu skupaj s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru in kmetovalci iščemo rešitve, kako lahko z droni na analizo podatkov optimiziramo gnojenje in škropljenje. S tem dodatno znižamo stroške kmetovanja in po drugi strani zmanjšamo negativen vpliv na okolje. Takšne prihranke smo letos že uspešno dosegli pri žitih, uporabo dronov pa bomo v prihodnje širili še v sadjarstvo, gozdarstvo in vinogradništvo. Kmetija Majarič z ohranitvenim kmetijstvom pridobiva predvsem na 3 točkah, se pravi, da nič ali minimalno posegamo v tla, kar je zelo dobro za talne agregate in pa obstoj mikroorganizmov in živega sveta v tleh, da skrbimo za neprestano talno pokritost, vsaj z 30% površine čez celo rastno dobo gojene rastline in pa da v kolobarju vrstimo čim več različnih vrst rastlin, predvsem takšnih, ki cvetijo od zgodnje spomladi do pozne jeseni. In vse skupaj to pomeni, da je to dober temelj in podlaga za pridelavo hrane v bodoče, kjer bomo lahko hranili tla, vodo in zrak. Z žlahtnjenjem razvijamo nove hibridne sorte kmetijskih rastlin, ki so bolj odporne na določene bolezni in škodljivcev in imajo večji hektarski donos. Žlahtnjenje je zelo dolgotrajen postopek, ki lahko traja 10 in več let in z našim postopkom smo ta postopek, lahko bi rekli, pospešili in sicer smo razvili testiranje, s katerim lahko ugotovimo, kateri dve izmed mnogih starševskih linij sta najprimernejša za pridelavo hibrida. Ta postopek je tudi v patentni ameriški prijavi, še čakamo na odobritev.